Umetnica Ana Sluga je imela zadnjo razstavo v galeriji Kurna leta 2009 z naslovom Reminder 2. Tista razstava je bila še nekako močno pod vplivom njenega postdiplomskega študija v Tallinnu v Estoniji in se je zelo navezovala, zelo opirala na njen študij fotografije. V letu 2015 je opozorila nase z razstavo imenovala se je Album z razstavo v Bežigrajski galeriji in takrat sem pravzaprav spet postal pozoren na njena dela, prvič zaradi tega, ker se je iz fotografije mogoče bolj obrnila proti slikarstvu. To je bila prva stvar in druga stvar se mi je zdela na tisti razstavi zanimiva je bila to, da je ubrala neko smer, slikarski stil, ki je bil v slovenskem prostoru, kako bi rekel, še nezaseden oziroma še dokaj odprt. V tujini, v Evropi, v Ameriki poznamo ta slikarski stil, jezik, ves čas je neke vrste neka kontinuiteta. Pri nas pa pravzaprav jaz ne poznam, če gledam zgodovinsko nazaj, da bi nekdo v takem stilu se lotil pač svojega izražanja, slikanja in tako naprej. Se pravi, je zavzela nek način, nek izraz, ki je bil svež, ki je bil nov. In takrat sva se nekako začela dogovarjati za razstavo v galeriji Kurna. In lansko leto, ko je imela rezidenco v Leipzigu, Leipzig očitno postaja za slovenske slikarje vse pomembnejše mesto, predvsem tle imam v mislih ta Špineraj, to je pač bivša predilnica, ena največjih predilnic v Evropi, ki je pač zdaj prostor galerij in kulturnega dogajanja v Leipzigu, je pravzaprav postal en generator nekih zanimivih idej in izzivov za določen krog slovenskih umetnikov. Slike na razstavi z naslovom Slike iz tovarne se pravzaprav navezujejo prav na njeno bivanje v Špineraju in govorijo pravzaprav na nek način o njenem odnosu do tega prostora, do predmetov, ki jih je tam na nek način videla, srečala in jih potem skozi svoj likovni jezik pač prestavlja tudi na slikarsko polje. Ta njen minimalizem, ki še vedno na nek način rahlo spominja na nek fotografski moment, večina stvari je postavljena, je kadrirana en face, z nekim realističnim občutkom v ozadju, nekako nas zapelje v neko zgodbo teh stvari, ki jih pravzaprav in ozadje, vseh teh stvari, ki jih ona pravzaprav potem, ne moram reči portretira, ampak ki jih upodobi v svojih slikah. In ravno ta zgodovina, ki je nekje pripeta na vse te elemente, vse te, kako bi rekel, stvari, ki jih vidimo pač na njenih slikah, je diktirala posebno postavitev te razstave. Če ponavadi postavljamo v galeriji Kurna razstave predvsem znotraj enega likovnega razmišljanja, se je pri tej razstavi zgodil nek obrat in je bila ta razstava postavljena znotraj enega dramatičnega dojemanja teh slik. Se pravi, ne več odnosi med slikami, ampak pravzaprav zgodba, ki jo te slike nosijo v sebi, so bile izhodišče, ki nam je narekovalo za postavitev v galeriji. Če si lahko dovolim primerjavo, ki je pač meni služila pri razumevanju te postavitve in, kako bi rekel, ki je bila neko izhodišče,
v tem prostoru sledimo od leve proti desni, se pravi v smeri urnega kazalca, pogledu. In če imamo v mislih to zgodovino, težko nemško zgodovino, kjer je umetnica tudi sama povedala, da se med njenim bivanjem v Leipzigu, da so se veliko pogovarjali tudi o drugi svetovni vojni in seveda vseh travmah, ki pač pritičejo tem pogovorom z Nemci, je na nek način misel na Dachau, Auschwitz ali pa Treblinko nekje prišla na površje in na površino. In v tistem trenutku, ko pač začnemo skozi te besede gledati te slike, se razstava spremeni. Seveda ni bil namen umetnice v prvi vrsti to poudariti oziroma sploh to na nek način povedati. Vendar ali ni čar umetnosti, ravno ta njena večplastnost. Se pravi, ne vidimo zgolj to, kar vidimo, ampak so v ozadju vedno še stvari, ki pravzaprav sublimno in podzavestno prehajajo prek umetnika v ta dela. In to, jaz mislim, da je pravzaprav največja kvaliteta te razstave in pravzaprav tudi največja kvaliteta slikarskih del Ane Sluga.